Vsak začetek ima svoj konec, mnogo koncev ima nov začetek, predvsem v športu z nizanjem zaokroženih tekmovalnih zgodb. Nogometna zveza Slovenije konec z novim začetkom vsako leto preplete na tradicionalnem žrebu, ki ga je, podobno kot mnoge ostale aktivnosti, gostil Nacionalni nogometni center Brdo. Drugo leto zapored ponovno na visokem nivoju, pravi gala dogodek, ki je bil nekaj posebnega in izjemnega tudi zaradi prizorišča. Sezona se namreč začenja tam, kjer bo tudi potekala, na zelenici in ob prisotnosti televizijskih kamer z vedno večjim auditorijem. Slovenska nogometna liga iz leta v leto napreduje oziroma medijska prepoznavnost lige je visoka, obiski so visoki, gledanost je zelo dobra, pričakujemo tudi, da se ta trend nadaljuje. Vsak mora igrati vsakim je klasičen komentar žreba, ki pa vseeno ponuja nekaj posebnosti in vrhuncev. Enega že konec avgusta, ko se bosta prvič v novi sezoni mirila večna rivala Olimpija in Maribor. Mislim, da je to čisto vseeno. Ne nazadnje, je pa lepše to, da ko bo že prvenstvo v teku, bo najverjetneje večje zanimanje z ozirom na rezultate prejšnjih pot. Dejstvo je, da v vsakem primeru bi verjetno za oba kluba najboljše, da smo se izognili tem prvim krogom. Termin za prvi derbi je, če bi lahko izbiral, bi sigurno izbrali to. Še k preostalima ekipama, ki se še pred prvim krogom, ki bo na sporedu 15. julija, podajata na evropske zelenice. Nogometno poletje je torej zanjo še pomembnejše ob iskanju evropskih točk in držanju stika z domačim vrhom. Jaz se rad izognem temu drugemu mestu, ker od drugega mesta sledi le še naslov prvaka in mislim, da bi bilo to v tem momentu malce preuranjeno napovedovati. Nikoli ne veš, kaj se zgodi, ampak napovedovati pa res ne. Osnovni klubski cilj je vedno vrstitev v Evropo. Tako kot sem pa že prej poudaril, kolikor bo pa možnost, da bi se zavihteli mogoče tudi više, kot smo do zdaj prihajali do drugega mesta ali pa do zmagoslavja v pokalu, in da bi v prvenstvu lahko kaj pomembnega naredili, bomo pa to vsekakor poskušali. Posebnosti so vedno deležne malce večje pozornosti in ena od njih je prihod novincev, ki bodo tako ali drugače poskrbeli za popestritev dogajanja v 10-članski prvoligaški družini. Povsem novi so Ankarančani. Predvsem pa kot novinci si želimo ostati v prvi ligi in bomo zato trdo delali, kot smo do sedaj. Zato pa smo tu, kjer smo. Tekmeci Ankarana v prvem krogu Triglavani vračajo prvoligaški nogomet na Gorenjsko, kar je v vseh pogledih dobrodošla novost. Triglav si želi postati stabilen prvoligaš, da zaenkrat se bomo ostali pri teh ciljih. Če pa se ponudi kakšna večja priložnost, zakaj pa ne bi zagrabili. O boju za naslov prvaka, za obstanek in ostale etapne cilje se z novo sezono začenja tudi nizanje novih individualnih dosežkov. V ospredju bo seveda iskanje novega goleadorja. Aktualni je Velenjčan John Mary, ki je v minuli sezoni dosegel 17 zadetkov.